Leonard? Dam ti eno uganko. Kako? Tukaj sem ti narisal puščico na beležko. In? Tukaj imaš prazen kozarec. Zdaj pa poskusi obrniti tole puščico, ne da se dotakneš beležke in ne da se dotakneš kozarca. Fora, ne? Že vem. Ne smeš se dotakniti beležke in ne smeš se dotakniti kozarca. Te bom pa naredil tako. Okej. In? Ali je puščica obrnjena? Ja. Pa je res? A vam tudi zgleda tak? No, meni že. Ni bila prej v ono smer obrnjena, zdaj pa je v to. Prav imaš. Pa ti si pravi fizik. Razlaga je v tem, da potrebujete San Sebastianovo čarobno palico, ki stane samo 50 € in brez nje tega čarovniškega Samo? trika ne boš. Ja, brez tega ne bodo mogli narediti tega čarovniškega trika. Rabijo čarobno palico za 50 € in rabijo čarobne besede. To je za sebe samo. Ja, popusti to. Koliko? Ja, 50% popusta je, ker drugače 100 € palica, ampak za 50 € lahko narediš to čarovniški trik. Ampak rabiš palico, brez palice ne bo šlo. Okej. Ne, se vas malo hecamo. Ne rabiš palice, ne rabiš čarobnih besed in pravkar ste privarčevali 50 €. Trik je v bistvu fizika. Poskusite sami doma. Vzemite prazen kozarec, postavite puščico ali napis ali karkoli želite od zadaj. In kaj se zgodi, ko natočimo vodo? Puščica se obrne v drugo stran. Odlično, ne? Zanimivo. Vprašajte učitelja v šoli, zakaj to deluje. Pri fiziki. Ne pri matematiki in ne pri biologiji. Sploh pa ne pri slovenščini.